Investicije so ena trajnostna zadeva, ki jo mi seveda iz leta v leto z lastnikom, torej Ministrstvom za kulturo, poskušamo dogovoriti. Prvenstveno je seveda pomembno, da nadaljujemo prenovo severno-zahodnega trakta z umestitvijo dvigala, depojem, dostopom do turna in teh zadev, ki so v projektu. Tukaj bi želeli v letošnjem letu priti do dokumentacije, ki bi omogočala začetek sanacije. Seveda pa imamo pripravljeno dokumentacijo za kavarno v nekdanji samostanski kleti. To sta dve prvenstveni zadevi, ki bi se jih želeli v 2023 lotiti in reševati. Želja seveda je še več. Želja je tudi obnova nekdanjega samostanskega mlina v neko bivalno enoto, ki bi nam omogočala gostovanja, rezidence umetnikov in tako naprej. Stavba je seveda velika. Vsako leto Ministrstvo za kulturo nekaj na stavbi naredi, ampak potrebe so seveda večje. Programsko smo leto 2023 zastavili zopet zelo pestro, ker sledimo nekako tej naši doktrini, da moramo tukaj na obrobju nekoliko več delati zato, da nas vidijo ostali. Začeli bomo 8. februarja na kulturni praznik. Bomo odprli prenovljeno postavitev Bogdana Borčiča, nadaljevali s temi razstavami v dialogu, tokrat postavili slikarja Gustava Gnamuša v dialog z Bogdanom Borčičem, oba Korošca, avtorja, ki sta pravzaprav metjejsko bila precej podobna. Na isti dan pa bomo odprli še en mednarodni projekt, ki teče že nekaj časa, to je obletnica Kmečkega punta, ki bo aktualna v letošnjem letu. Potem bomo nadaljevali z dvema projektoma v cerkvi, kot običajno. V spomladanskem terminu bo cerkev zasedel Vadim Fiškin, uveljavljen slovenski umetnik. Jeseni pa bo v cerkvi z kiparsko instalacijo Damjan Kracina. V novih prostorih bomo najprej postavili eno večjo mednarodno sodelovanje. Namreč Galerija Nadežde Petrović iz Čačka se je prijavila na Unesco program obletnic z projektom Nadežde Petrović, ki je bila tesno povezana tudi s slovenskimi avtorji, z Ažbetom, katerega šolo je obiskovala v Münchnu, ter drugimi slovenskimi impresionisti. V februarju bo postavljena velika razstava Nadežde Petrović v Narodnem muzeju v Beogradu, ki se bo potem preselila k nam v Kostanjevico in nadaljevala svojo pot v Banja Luko, Čačak, na koncu tudi v Pariz, ker je seveda projekt pod okriljem Unesca. V jesenskem terminu pa bomo v novem prostoru odprli razstavo vezano na fotografa Miroslava Zdovca, ki nam je še za časa življenja zapustil kar precejšen opus svojih fotografij, in ga bomo poskušali navezati na Josipa Pelikana. Tukaj bomo sodelovali s Celjskim muzejem novejše zgodovine in pa s sodobniki ter nekako sledilci Miroslava Zdovca, torej na nek način tudi učenci, lahko rečemo. Pa v Lapidariju bodo tudi dve razstave, leto 2023 pa bo tudi leto Forma Vive. Prejeli smo zdaj kar nekaj prijav, ki so v fazi obravnave. Čakamo pa seveda odločitev Ministrstva za kulturo, v kolikšni meri bodo naše programe podprli, da bomo lahko program izoblikovali do konca in vedeli pravzaprav, koliko kiparjev pride na Forma Vivo in pa kako bomo lahko razporedili vse te razstave. Lansko leto je bilo že povsem normalno, tudi s šolskimi skupinami smo že dosegali številke pred covidom. Individualni obisk nam je pravzaprav ves čas rastel, verjetno tudi zaradi tega, ker imamo nekoliko to prednost, da smo veliki, da imamo veliko dejavnosti tudi zunaj, tako da mi v resnici tega covida nismo toliko čutili kot neke druge inštitucije po urbanih središčih.
Imeli smo zopet uspešno leto, kar nekaj, sodelovanj, tako mednarodnih z Zagrebom, kjer so gostile, naše razstave. V Cankarjevem domu smo pripravili en velik projekt. Pripravili smo več kot 80 obrazstavnih, programov tukaj v galeriji, od, družinskega dne, ki smo ga vpeljali. To je pravzaprav tudi eden od ciljev v bodoče, da bi, galerijo odpirali navzven z mnogimi drugimi interdisciplinarnimi dejavnostmi, ne zgolj z otvoritvami likovnih razstav. To je seveda osnova, ampak na to bi, se da navezati bistveno več. Kajti zdi se nam zelo pomembno, da poskušamo tako v otrocih kot pravzaprav odraslih, spodbujati in odkrivati, ustvarjalno žilico, ki se mi zdi, da je potem se lahko izrazi na vseh drugih področjih zelo, zelo kvalitetno. Bodisi na tehničnih, ekonomskih ali katerikoli drugih.